Lep pozdrav vsem skupaj. Z današnjo vsebino novinarske konference vas želim seznaniti, da sem danes vložil kazensko ovadbo zoper osumljenca Draga Kosa, predsednika komisije po zakonu o preprečevanju korupcije, in Nadije Žnidarčič-Ferrari, namestnice predsednika komisije za preprečevanje korupcije. In sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja, zlorabe uradnega položaja, uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena Kazenskega zakonika. Kot veste, se je v času sprememb, nastajanja, dopolnitev poslovnika o delu Državnozborske komisije po zakonu o preprečevanju korupcije, ki jo vodim, veliko govorilo, veliko razpravljalo. Poslovnik, ki je bil dopolnjen v 14a in 14b členu, je bil dopolnjen zaradi tega, da smo natančneje definirali, kako bi Komisija Državnega zbora poglobila svojo nadzorstveno funkcijo, kako bi natanko definirala. Vse te spremembe so nastajale približno že od lanskega leta, torej od decembra lanskega leta, v zaključno fazo, in v sprejem pa so prišle v začetku meseca junija. Kaj pravzaprav govori ta 14b člen, ki je najbolj sporen? 14b člen vsebuje dve točki, in sicer prva točka je ta, da mora komisija, torej kot državni organ, Državnozborski komisiji poročati do vsakega 10. v mesecu o prejetih sumih korupcije, za kratko navedbo vsebine, na kaj se nanaša sum korupcije, v kakšni fazi se nahaja, in pa odločitev komisije o nadaljnjem poteku suma oziroma prijave. No, in v drugi točki 14b člena poslovnika je navedeno, da mora državna komisija posredovati naši komisiji pregled vsebin vseh prijav suma korupcije od začetka svojega delovanja, in sicer za tiste prijave, ki do sedaj še niso zaključene. Komisija kot državni organ se je seveda odzvala negativno, kljub temu smo pričakovali, da bo predvsem predsednik komisije, gospod Drago Kos, izpolnil ta naša pričakovanja in pa tudi izpolnil vsebino, ki izhaja iz sprememb poslovnika, ki ni v ničemer presegal določila 13., 14. in 15. člena zakona o preprečevanju korupcije, da bi vendarle poslal in da bi komisija, ki jo vodim, dobila te podatke. Žal se kljub 4-kratnemu pozivu v pisni obliki komisija na to ni odzvala, zato nam ni preostalo nič drugega, kot da smo vsebino točke oviranje dela, nadzora uvrstili na dnevni red 9. seje naše komisije, ki je bila 5. novembra in kjer smo obravnavali tudi to vsebino. Bila sta dva sklepa na tej komisiji sprejeta, in sicer prvi sklep, s katerim me komisija, ki jo vodim, pooblašča, da izkoristim vsa pravna sredstva za izpolnitev določb 14b člena poslovnika, in drugi sklep, ki je prav tako pomemben, da na naslednjo sejo naše komisije, ki sem jo že sklical za 8. december 2009,
povabimo vse 4 člane Komisije po zakonu o preprečevanju korupcije, da bi se tako dogovorili, kje so pravzaprav osnovni problemi, ki jih komisija vidi, da pač navedenih podatkov ne želi posredovati. Jaz sem prepričan, da bomo na tej seji dobili nek konstruktivni zaključek, da bi ne glede na to, da je sedaj vložena kazenska ovadba, komisija, ki jo vodim, opravljala svoje delo tako, kot ga more. Več kot očitno je bilo, da pri dosedanji praksi pač komisija Državnega zbora, ki je opravljala to funkcijo, ni posegala v segment dobesednega nadzora. Mi smo si na začetku zadali nalogo in skupaj s predsednikom Državne komisije dogovorili način dela in naša želja je bila seveda, da bomo svojo nalogo opravljali tako, kot nam veleva veljavna zakonodaja. In že na začetku smo se dogovorili, v tistih delih, kjer stvari niso natanko definirane, jih bomo definirali in že od samega začetka smo dejali, da bomo šli v spremembe poslovnika.